kaj pomeni srečanje s takšno diagnozo, kako človeku uspe, da se sprijazni s tem, da se odloči, kako iti naprej, ne glede na morebitne ovire, ki bi jih ta bolezen lahko pomenila, in še naprej živi lepo, kakovostno življenje, tako po osebni, po lastni zaslugi, kot tudi po zaslugi zdravljenja, ki ga danes nudi medicina. No, najprej poglejmo malo nazaj. Moji prvi simptomi za Parkinsonovo bolezen so se pojavili pred mojim 45 letom, to pomeni leta 2005, ko mi je po levi strani začelo nekakšno mravljičenje, mrtvičenje, ki se je pojavljalo in izginevalo. Potem pa je to se stopnjevalo preko depresije, preko znojenja, preko izgube vonja, skratka, bolezen je napredovala in nekega dne, leta 2015, mi je začela tresti leva roka s tako intenziteto, da nisem mogel več niti enega papirja zložiti. To pa je bil prvi signal, oziroma jasen signal, da gre za neko hudo reč. Šel sem nevrologu, ki mi je povedal diagnozo še takoj, ko sem stopil v ordinacijo. Povedal je, da je to neka eksperimentna motnja, ki se bo razvila v Parkinsonovo bolezen. Dejansko je pa že bila razvita. Tako da mi je pač tudi povedal, kako bo to. Jaz o tej bolezni nisem nič vedel. Rekel je, da živel bom, ne bo mogel pa gibati, oziroma gibanje bo omejeno. Tako da prva reč, kar je, sem prišel domov, z mano je bila tudi žena in obadva sva sočasno to slišala, tako da ni bilo treba nič mi skrivati ali karkoli. Potem, ko sem prišel domov, sem najprej začel ugotavljati, katero okno bomo prebili, da bom lahko šel ven z vozičkom. Kajti, ko sem internet odprl, se mi je najprej voziček prikazal. To je pač takšno stanje, ki se v tistem trenutku pojavi. Seveda, potem sem se nekako zbral in začel razmišljati o svoji usodi. Iz Šempietra sem se prepisal, oziroma sem začel hoditi v Ljubljano, kjer so mi na nevrološki kliniki pač svetovali za globoko možgansko operacijo. Na to sem tudi pristal, seveda ne kar takoj. Najprej sem se soočal z temi ljudmi, ki so že bili operirani, tako da sem vedel, kaj pričakujem, kaj se mi lahko zgodi. Ko so mi vsi rekli, da je stanje občutno boljše kot pred operacijo, sem se tudi sam odločil. Tako sem leta 2019 v novembru prišel na operacijo. To je bila zanimiva izkušnja, ta operacija v budnem stanju. Nič ne boli, občutek je pa čuden, to je dejstvo. Nič pa ne boli, tako da vsi tisti, katerim je svetovano, da bi prišli, da so primerni za operacijo, svetujem, da se tudi odločijo. Seveda, to je moje občutenje, moje svetovanje, vsako mora svoj riziko prevzeti sam. No, tako sem jaz bil po tej operaciji ko nov. Dejansko še pred priključitvijo, kajti potem se mi je zgodila neka zanimiva zadeva, prišlo je do bakterije na levi strani, vnel se mi je nevrostimulator oziroma okrog nevrostimulatorja, vse so mi mogli na božični dan na urgenci ven vzeti, tudi sama povezava kablov do možganov je bila okužena, vendar ni prišlo, hvala Bogu, do možganov. Potem se je zgodilo koronavirus, potem pa sem škova junija dal na desno stran in sicer polnilno baterijo. To pa zato, ker sem se bal, da je prišlo do ponovne okužbe in sem upal, da bo pač telo sprejelo to baterijo in da bo imel 15 let, kajti to polnem dvakrat na teden in nič posebnega ni, pol ure se to polne preko brezdotično in to je to. No, zdaj stanje moje je takšno, kot ga vidite, jaz sem zadovoljen z trenutnim stanjem. Kako bo pa naprej, bomo pa videli.